1:1. Kaj smo live? Ja? Ob tej priložnosti sem rekla, da pozdravljam najina dva dobra kolega Nežo in Samota, ki baje gledata to iz svojega aktivističnega zatočišča Pašman, ne. Tako da lepo pozdravljena. Midva s Tomažem sva rekla, da ne bova imela nekih uradnih scen in nekih pogovorov z vprašanji, predstavitvami, ne vem čem, ampak se bova pogovarjala 20 minut o načinu podajanja resnice. Glede na to, da je on napisal knjigo o hoteni nevednosti, sem jaz nekdo, ki si naivno upa stimulirati ljudi v nehoteno vednost. To pomeni, da jim probam plasirati v bistvu podobe realnosti na način brez nekih kamuflaž. In na tej točki se v bistvu tudi sama sprašujem, kakšen je odnos v bistvu publike oziroma neke javnosti do medijev, ki so bolj humani oziroma bolj približajo neko realno plat, nekaj, kar bi mogli reflektirati na bolj na način, ki ne prizadene, ki ne šokira, ki ne vzbuja nekih slabih stvari, ampak v bistvu se pa sama kot avtor sprašujem, zakaj bi to počel. Tako da moje prvo vprašanje filozofsko, in kar se tudi v magistrski sem se ukvarjala s tem, zakaj bi to počel, zakaj bi v bistvu nekaj, kar je hard, uprizarjal na nek način, ki mu torej naredi filter čez tole intenziteto, in ali smo stimulirani bolj v smislu rasti empatije, če smo soočeni s prizori, ki nam ne prikrajšajo trpljenja. To je moje prvo vprašanje. Ja, hvala za povabilo, za ta pogovor. Projekcija filmov je bila odlična. Mislim, da je tudi bila zanimiva ta sekvenca teh 3 posnetkov in verjetno bova kaj več o tem potem rekla. No, tako, ne, zdaj v resnici to, kar si povedala, da nekako 2 izhodišči za pogovor. Prvo vprašanje je vprašanje hotene nevednosti oziroma nehotene vednosti, ko si obrnila naokrog, kar je zelo lepo v resnici. Ker nehotena vednost je pravzaprav to, zaradi česar smo hotene vedni. Ne, skratka je neka neprijetna resnica, ki bi se ji vsi raje ognili. Tako da to je ena tema, lahko nekaj malega o tem povem. Zdaj druga tema je pa vprašanje, kako pravzaprav pri ljudeh spodbuditi empatijo, kako preko tega seveda prispevati temu, da se zmanjša trpljenje, ki ga povzročamo z nekimi določenimi praksami. Tako da to sta pravzaprav mogoče 2, ampak vseeno pa tudi sorodna vprašanja. Zdaj prva stvar je ta hotena nevednost, ne. Neka teza, ki je tukaj v ozadju, je sledeča. Ni problem v tem, da ljudje ne vemo, kaj se dogaja. Težava je v tem, da je ta resnica tako neprijetna za nas, da ne želimo vedeti. Ker v tistem trenutku, ko bi to izvedeli, bi seveda sledile neke določene posledice. Bodisi za naš občutek neko samopodobo, našo moralnost, bodisi za kakšno drugo samopodobo. Zdaj, to najlepše v resnici ilustrira ta teorija kognitivne disonance, ne, ki pravi, da se ljudje zmerom izogibamo miselnemu konfliktu. Kaj pa je miselni konflikt? Miselni konflikt je to, kadar moraš nekako v glavi držati 2 misli, ki ne gresta lepo skupaj. Standarden primer je primer kajenja. Nekdo, ki bi rad dolgo živel, nekdo, ki kadi, in nekdo, ki ve, da je kajenje pravzaprav škodljivo. To troje gre težko skupaj, moraš nekaj narediti, da to napetost zrahljaš. O tem govori teorija, da boš vedno tako ravnal, da boš zrahljal to napetost. In kaj boš naredil? Mogoče boš rekel, pa sej jaz imam dobre gene za čike, ne.
Jaz lahko kadim 2 škatli na dan, pa bom 80 let star, tako kot en, ki ga poznam recimo. Ali pa boš rekel, ma ne, to ni res, ali pa boš rekel, od nečesa pa moramo umreti, boljše, da prej umrem, ko pa da dolgo živim, pa je to življenje dolgočasno. Skratka, na vsak način, ne, se trudimo nekako to neprijetno resnico zakamuflirati oziroma jo nevtralizirati. In enako se v resnici dogaja z konzumiranjem mesa. Ne? Ta resnica, ki je tukaj izvržena, ki želi biti izvržena iz zavesti, je ta, ne? Da mora nekdo umreti za to, da bi jaz jedel njegovo meso. In to je neka vednost, ne? Za katero imamo raje, da je ne vidimo, da je ne poznamo. In dejansko imamo avtorje, ki govorijo, da cel sistem, ne, proizvodnje mesa in živalskih izdelkov pravzaprav funkcionira ravno na tem, da se potrošniki izogibamo vednosti o naravi tega procesa. Več avtorjev o tem govori. In to je ta nehotena vednost. Ne? Moramo ostajati hote nevedni, da bi se lahko tak sistem vzdrževal. Zdaj, kaj se zgodi v trenutku, kadar vdre neka taka informacija do ljudi? Ja, najprej jo skušamo zneutralizirati. Ne? Tipično je to, da rečemo, se to se ne dogaja pri nas. Ali pa, sej, jaz pa ne prispevam k temu, ampak ne vem, jemljem meso odkot drugod. Ne? To je tipična reakcija, je skratka ta, ne? Ali pa posnetki so fake, ne? So izmišljeni. To je tipična reakcija zato, da se vzdrži, da se izrešimo tega konflikta, ne? Miselnega konflikta, do katerega bi prišel, če bi obe te misli držali skupaj. In zdaj, ali takšne akcije, kjer se razkrije neka narava nekega procesa, vplivajo na to, da ljudje spremenijo svoje vedenje, mislim, da mogoče ne takoj, ampak na daljši rok. Zato, ker če je konstantno pritisk, ne, dlje časa, kot je pritisk na prepričanja, manj in manj uspešne postanejo strategije racionalizacije in posledično začne prihajati do premikov. Ne. Parkrat, če lahko stvari odmisliš, potem pa postaja čedalje teže. Ne. Definitivno je pa prva reakcija ta, da skušaš se distancirati od tega, kar je prikazano, zato ker prikazane so enostavno grozljive reči. Zdaj pa to vprašanje, ne, prikazovati to grozo ali ne, pač nažalost je to ta resnica. Sej namen v bistvu ni groza, ne gre za to, da bi bilo to zrežirano ali pa da bi bilo prikazano nalašč na nek brutalen način. Ne, žal, tudi če bi imeli samo kamere, ki bi kazale, kaj se dogaja, bi bilo to srhljivo in grozljivo. Tako da v resnici ne smemo na to gledati kot na teater groze, ampak kot na teater resnice. Žal pa je to ta neprijetna resnica, da je ta stvarnost tako grozljiva. Ja, ker tu smo imeli v bistvu en veliki problem z aktivisti, ker sem jaz forsirala, da se v bistvu posnetki, ki smo jih pridobili, implicirajo v družbo na vseeno nek čustveno zaznamovan način. Namreč veliko je aktivistov ali pa rečemo nekih organizacij, ki si vseeno prizadeva, da bi ljudje prek racija spreminjali realnost. In jaz sem tukaj v bistvu nekdo, ki se mi zdi, da je umetnost tista ali pa vizualna podoba tista ali pa ves ta trigger, ki ga lahko daš, ki implicira emocijo in skozi to se potem razvija racija oziroma empatija. Ne? In to je bil en očitek, namreč ta montaža je veljala za nekaj, kar ni realno. Ne? Rekli so, da je to iz Bližnjega vzhoda, ali ne vem, Madžarske ali ne vem kje, ker je to v bistvu praksa, ni pa tega tukaj. In jaz sem si v bistvu jaz sem razumela to na koncu kot nek kompliment, ne? Ker je to toliko stimuliralo, ker je bilo toliko intenzivno, da so se v bistvu vsi o tem pogovarjali, ampak potem pa imamo ta drug problem, torej, ne? V bistvu
marsikdo pa mi je rekel, nisem pogledal, ne morem tega gledati, ne. In veš, tu se vedno potem ukvarjam v bistvu v podajanju medija, podajanju podobe, za tem, kaj je zdaj smiselno, ne. In mama, tu smo imeli danes pač dober primer tega, da je ta danski film v bistvu na en dosti drugačen način prezentiral realnost, ne, kot sem jo v bistvu jaz prezentirala skozi mojo montažo, in tukaj me tudi zanima, ne, v bistvu, kako, ne, ali pa če je sploh smiselno govoriti o neki eni strategiji, na kak način podajati torej to realnost, ki je ne prenesemo, da bi jo zaznali oziroma si želeli urgirati drugače, ne. Ja, jaz mislim, da je tu vprašanje tudi seveda, kaj je cilj, ne. Želimo čim manj trpljenja na svetu ali želimo narediti dober umetniški izdelek, kaj pravzaprav želimo, ne. Ti cilji so lahko včasih sorodni, včasih različni. Zdaj, kar se tiče recimo tega, ne, zmanjševanja trpljenja, si je najboljše več različnih strategij ubrati hkrati. To je najbolj učinkovito. Zdaj, kar se pa tiče tega vprašanja, ne, mogoče, če pa zdaj govoriva o tej razliki med, ali pa tej sekvenci filmov, ki smo jih danes videli, ali pa posnetkov, zdaj ena res takšna bistvena razlika med danskim filmom in drugo montažo, ki je bila tvoja, ne, in potem še tretjo, je ta, da danski film je imel močno glasbo. Tam je glasba veliko komentirala pravzaprav. Glasba je sugerirala gledalcu, kako naj doživlja dogajanje. In v resnici se mi to zdi meni manj posrečeno, kot preprosto ta dokumentaristika, kjer pa v resnici posnet zvok sam prestopi mejo in postane glasba. Enako kot pravzaprav vse te rane odprte, ne, te mavrice v bistvu postanejo na nek način grozljivo estetske. In to je tak res brutalen fenomen, ker gre onkraj lepega, ne, stvar umetnosti ni prikaz lepega, to je stvar kiča ali pa, ne vem, okrasja. Tukaj gre za nekaj drugega in je zanimivo, da dejansko ta realnost sama transcendira sebe. Od teh podob, ran, krvi, teh senc do zvoka, ki postane pravzaprav sublimen in prestopi mejo, kot rečeno, v glasbo. In tukaj, ne, bistvena razlika je ta, da tukaj v drugem primeru, v montaži, zvok ne komentira filma, ampak ga spremlja, izrašča iz njega. In tak pristop je bolj minimalističen in pušča več mesta pravzaprav mogoče subjektu, gledalcu, ki gleda film, za razumevanje filma, kot tisti, ki ima neko agendo, ki komentira, ki že z glasbo skuša nekaj povedati, ne, zdaj pa bodi sočuten s tem pujskom, poglej, kako ta pujsek gleda v sonce, ne, tudi on rad gleda sonce, tako kot ti, pa tam so metuljčki, potem pa se nekaj groznega pripravlja, nekaj groznega bo, slabo se bo zgodilo. Cel čas ta glasba to v danskem filmu komentira, ne, medtem ko tukaj je pa preprosto razgaljena realnost, no. Zdaj, kar se tiče same montaže, je tako, režiser, če ima nek material filmski, lahko seveda v resnici si izmisli neko zgodbo in pač ne nastavi stvari skupaj. Ampak zdaj sam moram reči, da tega v tem drugem posnetku ne vidim. Ne gre za to, da bi najprej imeli majhne pujske, pa potem kako rastejo, pa potem kako pridejo do klavnice, pa ne vem, na krožnik mogoče, ne. Gre bolj za nekaj drugega, gre mogoče prej bi rekel, kot da gre za nek sprehod ali nekaj takega, sploh ne za ta nek tradicionalen tega, česar smo vajeni. Tako da, ne, tudi po tem pogledu se mi zdi, da je vloga montaže v tem drugem primeru bolj radikalna pravzaprav kot v tistem prvem, kjer smo priča bolj tradicionalni zgodbi. Tako bi lahko rekli, prvo je skorajda pravljica, ne, zdaj skoraj je že primerna za, ne, no mogoče ni, ker so vseeno brutalni tistem, ko se režejo repki pujskom, ne, ampak je pravljica v resnici v primerjavi s tem drugim posnetkom, ne.
Ja, in tu se mi zdi, da en nujen doprinos tudi nekega vizualnega intelekta, ne, v podajanju teh tem, ne, kjer se i ogneš ravno tej patetiki pa sentimentalnosti in ne vem, ne, v bistvu ti moreš apelirati na čustva vsekakor, ampak to narediš na način, ki je fair, ne, ker ni te, radikalno so rekli, pornografije, ne, torej, da imamo zdaj dva migranta tam na tračnicah, ono, grozljivka in vsi se tu v Evropi s polnimi želodci, polnimi riti, grdo povedano, naslajamo na tem, kak je pa njim grozno in doživljamo neko to katarzo, ne. V bistvu tega se izogneš, ne. Veš, in to je mene zanimalo, ali pa me kot montažerko zanima, da ne podcenjuješ ljudi in ne manipuliraš s temi plehkimi strategijami, ker vidiš, da niso prezentne v realnem, ne. Torej, ne, in potem je to moje zadnje vprašanje, torej o realnosti govoriti kako, ne, Tomaž? Kaj misliš, da torej rečemo, okej, eno je bojevnike na vseh frontah, ne, torej, da nekdo tam osladno pa bedno rečeno, ne, v teh veganskih scenah, namreč tega društva našega in te raziskave nas je malo prizadelo, ker javnost ni podprla tega, ker pač marsikatera društva, ki so veljavna v 20 letih, preden sem jaz sploh začela na teh področjih delovati, niso podprle, niso se torej nekako opredelile v odnosu do tega, ne. Veš, in kjer je bila ona najprej očitek, ja, vi ste pa tu dali najbolj hardcore sceno, ne vem kaj, koncentrat, v bistvu trpljenja in vsega, kar ni realno, in torej vi v bistvu implicirate potrebo, da ljudi čustveno zaznamujete, ne, kjer je potem ono, kdaj pa človeka čustveno stimulirati ali pa intelektualno stimulirati, ne, kjer sem jaz pač kot avtor rekla, da ne verjamem v to, da lahko ti intelektualno javnost ali pa množico stimuliraš, lahko pa jo v bistvu prek čustev, ne. In ta montaža mi je bila v bistvu ta izziv ravno tega popotovanja, ne, in gehena, tale naslov na koncu dokumenta, ki ga namenoma nisem dala v film, ker se mi je zdelo brez veze, je ravno to, ne, kaj je bila gehena, ne, kdo ve, kaj je gehena, noben, ne. Ti veš, kaj je gehena? Okej, to je bil The Valley of Hinnom, je bil en predel v Jeruzalemu, kjer so zažigali trupla, ne, kjer so v bistvu darovali kraljem judovskim svoje otroke in so jih parali na več kosov in sekali glave in pili njihovo kri in potem so žgali v bistvu kriminalce v tej dolini, ki je bila prvi pekel na zemlji, in potem si je Sveto pismo oziroma ves torej krščanski šit, ne, pardon, si je po tej podobi analiziral pekel. To je bil pekel. In jaz, ko sem pogledala te posnetke, rečemo zdaj cenzurirano gledano, ne, ko sem pogledala te posnetke, je meni bilo, to je pekel na zemlji, ne. In torej kako ga uprizarjati, da bo nekomu, ki ni bil tam, viden kot pekel na zemlji, ne, ampak kar pa te prizadene, pa je ravno ta hotena nevednost, kjer mi je dobra kombinacija naju dveh, kar sva tudi prijatelja, ne, v osebnih krogih, ampak ravno to, ta montaža je bila preveč hard, ne, oni so rekli, da ni res, ne, ker je preveč hard, ne, in ravno tu sem jaz osebno kot avtor trčila ob to, da okej, kje je zdaj ta meja tega, na kak hard način pa podajati zadevo, če pa je realno, jaz nisem tega virtualno, razumeš, z nekimi zadevami stimulirala, v smislu, da ne bi bilo realno, to je bilo vse, ves footage, ki je bil rilisan, je realen. Fakt pa je, da sem ga jaz stimulirala skozi svoje zaznavanje, ne. Ja, mislim, da niti ni tukaj takšnega nasprotja med razumom pa med čustvi v resnici, ker ne, ravno ta ideja, da ne želimo vedeti nečesa, kar je stresno, pove, da se dogajajo neke kognitivne operacije nenehno v ozadju, ne. Skratka, razum ni ločen od čustev, ampak je na neki način z njimi vzporeden, nenehno jih interpretira.
nenehno izkušamo osmisliti, ne, konec koncev tudi imena dajemo čustvom, ne, in s tem jih skušamo potem kategorizirati, ne, in jih pravzaprav narediti domače, ne, na nek način s tem, ko poimenuješ neko čustvo, ga lahko začneš tudi obvladovati pravzaprav, ne. Najhuje je takrat, kadar se nekaj dogaja in sploh ne veš, kaj se dogaja. Tako da ta pristop ne izključuje razumskega ali pa intelektualnega pristopa. Mislim, da sta ta dva prej komplementarna kot kaj drugega. Zdaj, ne, to vprašanje, kako spreminjati ljudi ali pa na katere registre igrati, je pač seveda ne, vprašanje, tako, ki je vredno veliko denarja, odgovor nanj, ne, ker to bi vsi radi vedeli, od tistih, ki prodajajo različne stvari, do tistih, vsak si želi na nek način spremeniti svet. Kot rečeno, po mojem so najboljše različne strategije, ki pač ene delujejo na enih ravneh, druge na drugih, ne. Ampak, ne, kot rečeno, ne, zdaj, če imamo neko kognitivno disonanco, potem, ne, informacije, ki prihajajo, postajajo čedalje težje za odmisliti ali pa za ignorirati, ne, in je lahko to tudi seveda potem neka pot za naprej. Ok, to se mi zdi zdaj dober zaključek, ne. Dajmo biti bojevniki na vseh frontah, organizira Dokodok, kjer ni ravno publike za to temo, ne, ampak hvala, da ste prišli in dajmo delati, ne.